Danes je v Državnem zboru potekala simulacija Evropskega parlamenta kot vrh aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta Igra Evropa, v katerem so mladi, pretežno dijaki, izkusili to izkušnjo participiranja. Najprej na delavnicah po srednjih šolah, danes pa tudi v vlogi evropskih poslank in poslancev in na svoji koži občutili, kaj pomeni sprejemati odločitve in na kak način oblikovati argumente in jih na koncu tudi zagovarjati. Začetek in razlog delovanja Evropske unije in sploh te ideje, da se povezujemo na tak način kot se, ki je nekaj unikatnega na svetu, je prišel prav zato, ker so politiki tistega časa ugotovili, da je treba narediti nekaj praktičnega za to, da bodo zagotovili mir med temi narodi in sodelovanje. Se pravi, iz tiste ideje pred 67 leti, da moramo nekaj narediti, da ni dovolj, da rečemo, ne vem, hočem biti mis Slovenije, pa rečem mir na svetu, ampak da moramo narediti konkreten način, da do tega miru pridemo. Del tega sistema je Evropski parlament danes in zagotovo je ogromno odprtih vprašanj. Jaz zdaj delam že 14 let v Evropskem parlamentu in lahko rečem, da toliko vprašanj pa nerešenih stvari, ki jih ne znamo najboljše uskladiti med narodi, kot jih imamo danes, jih še nismo imeli. Tako da tudi za vas, ki vas te stvari bolj zanimajo, izzivi ostajajo in bodo zagotovo za to generacijo, da se odloči, če želi sploh z Evropo naprej. Tudi to so resna vprašanja danes. Demokracija, pa naj si bo v Sloveniji, Evropi ali katerikoli drugje, potrebuje vključene ter aktivne državljanke in državljane. Potrebuje mlade, ki znajo artikulirano predstaviti svoje težave in interese ter imajo dejansko možnost vpliva na javno-politične procese. Res je, da na mladih svet stoji, a na njih tudi pade. Prihajajoče generacije boste odločitve o našem sobivanju v skupni družbi kmalu prevzele v svoje roke. Želim si, da bi se zato danes iz Državnega zbora poleg izkušenj, ki jih boste pridobili v sklopu vaše simulacije, odnesli še vsaj eno pomembno sporočilo. Da se kulturo dialoga in parlamentarizma splača negovati, jo razvijati, širiti in izpopolnjevati. Le s politično participacijo vseh bomo lahko do rešitev, ki tudi dejansko koristijo vsem, prišli. Sama simulacija Evropskega parlamenta danes je potekala tako, da smo mlade udeleženke in udeležence najprej razdelili v 3 skupine. Skupino, ki je najprej pripravljala sam predlog, in pa v 2 skupini. Ena, ki je zagovarjala in druga, ki je bila proti predlagani rešitvi nižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice, ki je bila osrednja tema. V nadaljevanju pa so posamezne poslanske skupine za in proti pripravljale argumente, ki so jih potem v razpravi tudi predstavili in pa na koncu v samem predlogu tudi glasovali. V sklopu projekta Igre Evrope sem predstavljala stran proti, torej se ne strinjam z dejstvom, s tem, da bi volilna pravica se mogla spustiti na mejo 16 let, ker menim, da so mladi pri tej starosti, vsaj po večini, še neizobraženi, neizkušeni. Mislim, da bi se mogli odločiti za področje, ki se pri tistih letih, torej pri 16 letih dejansko ne tičejo našega življenja. Vsaj ne v taki meri, da bi neposredno vplivala, mogoče prek staršev, ampak direktno pa ne. Zastopal sem skupino za zakon oziroma za znižanje volilne pravice na 16 let. Predvsem smo se osredotočili na stališča, da so mladi pri tej starosti dovolj informirani, ne more tako zlahka podleči manipulacijam in da postajajo samostojni člani družbe. Lahko se zaposlijo, plačujejo davke, so kazensko odgovorni in tako dalje. Prišli smo do zaključka, da mladim ne manjka kompetenc, ampak jim predvsem manjka priložnosti za aktivno udejstvovanje v družbi in politično participacijo. Ob zaključku današnje simulacije so vse udeleženke in udeleženci v samem predlogu tudi glasovali, sprejeli tudi kompromisni predlog, da se uvedba volilne pravice pri 16 letih najprej uvede na lokalnem nivoju, torej za lokalne volitve kot pilotni projekt, da se preveri izkušnje in pa da se potem to prenese tudi na višje ravni. Tako da mladi so praktično soglasno potrdili predlog o nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let. Seveda upamo na nadaljnjo obravnavo tega v zakonodajnih telesih. Sam osebno tudi to spremembo zelo podpiram in sem vesel takšnega rezultata.